Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke televizije Exodus, z vami sem Dušan Todorovič, sem župnik v Loki pri Zidanem mostu in v župniji Marija Širje Zidani most. V tej duhovni obnovi na naši televiziji bi vam mogoče nekaj besed, nekaj razmišljanja spregovoril o delovanju hudega duha. Vsako leto, ko začenjamo postni čas, opazujemo oziroma razmišljamo v nedeljski Božji besedi o Jezusovih skušnjavah. Napada ga hudi duh. Na Božjega Sina, na našega odrešenika, se spravlja z svojimi podvigi hudi duh, hudič. Pred 30 leti ali nekoliko več so zlasti nekateri protestantski teologi prvič v zgodovini razvijali teorije, da hudi duh, Satan, ne obstaja. Da je to samo simbol za zlo, ki pa ga ustvari človek. Ampak naša cerkev tega nikoli ni učila. O delovanju in vplivih hudega duha na človeka govori Božje razodetje, govori Sveto pismo Nove in Stare zaveze na mnogih mestih. Tradicionalna cerkev priznava obstoj duhovnih bitij, med katerimi so tudi hudobni duhovi kot padli angeli. Ker gre tukaj za duhovna bitja, ki jih ne opredeljujeta kategoriji prostora in časa, si seveda ljudje o njih težko ustvarimo neke predstave. Bivajo na drugih ravneh kot duhovno-telesna bitja. Živijo v višji razsežnosti in stopnji življenja kot človek. Vsekakor pa jim krščansko razodetje pripisuje osebnostno strukturo, čeprav je treba takoj dodati, da so na drugačen način osebe, kot smo osebe mi ljudje. Zaradi njihove enovitnosti je tudi njihovo dojemanje in delovanje povsem neprimerljivo z našim. So svobodna bitja, ki se seveda odločajo enkrat za vselej. In hudobni duhovi se naj po svetopisemskem razodetju naj bi se Bogu stvarniku uprli in zaradi tega postali pravzaprav antipodoba tega, kar je želel Bog. Torej iz dobrih bitij so postala to hudobna bitja. V krščanstvu je edini izvor vsega Bog. Zato je izvorno tudi vse, kar obstaja, dobro. Saj Bog, ki je ljubezen, ne more ustvariti kaj slabega. V tej perspektivi je zlo vedno posledica delovanja svobodnega bitja, ki deluje v odnosu komunikacije z drugim. Kadar se zgodi zlo, s povsem svobodno, zavestno in hoteno odločitvijo posameznika govorimo o grehu. Greh je moralno zlo. Kot tako ima torej izvor v svobodnem, ustvarjenem osebnem bitju človek ali angel. Zato je v tem pogledu vedno tudi osebna odgovornost. Diabolos, diabol, hudi duh, hudič, skušnjavec, Satan, zlobec je po krščanskem pojmovanju samostojno duhovno bitje. Satan je bitje in je zanesljivo tudi oseba. V nobenem primeru ga ne bi smeli relativizirati ali ga pojmovati kot neki pojem oziroma samo neko gmoto zlega in slabega. Satan je oče greha. On vedno in neprenehoma deluje, škoduje in uničuje, podira in spotika človeka. Diabol pomeni tisti, ki meče polena, tisti, ki ovira, tisti, ki sovraži, tisti, ki razdira, da bi nekdo padel in da bi bil uničen, da bi bil pahnjen. Zaradi svoje zgolj duhovne oblike bivanja ima hudi duh višje zmožnosti spoznanja in tudi vplivanja na nižji svet, na materialni in telesno-duhovni. To vplivanje je seveda posredno, a zaradi svoje inteligentnosti težko razpoznavno. Zato lahko na človeka deluje le posredno in ga tako navaja v slabo. Bitje in oseba, hudi duh, Satan, je bil ustvarjen od Boga. To je dejstvo. Bil je ustvarjen kot angel. Toda svobodno se je odločil za zlo,
S tem, ko se je uprl Bogu, Satan pravi Bogu, ne bom ti služil. Pomeni, da Satan sovraži Boga. Njegova odločitev je za zlo, za nasprotje od tistega, kar želi Bog, kar je njegova volja in njegov načrt. Lucifer dobesedno pomeni nosilec luči. To je bil njegov prvotni namen, z uporom Bogu pa se je njegovo delovanje sprevrglo v svoje nasprotje. Njegovo delovanje je zavajajoče in njegov namen je prinesti temo in ne razsvetliti človeka. Satan vabi, kliče, zlorablja človeka, da bi z njim sodeloval. Človek kot tak ni slab, ni slabo bitje. Ima pa podarjeno svobodno voljo in se lahko odloči, da bo slabo deloval. Recimo, da je 5 stopenj do začetka procesa, ki na koncu privede do greha. Prva stopnja je sugestija, ki lahko pride od zunaj ali od znotraj. Nekaj moralno slabega v meni vznikne in mi daje možnost, da grem v tej smeri. To je skušnjava, ki je redno delovanje hudega duha. To še ni greh. Lahko pa človek pade na 5. stopnjo grešne navade ali strasti. To pomeni, da v prihodnje ne bo več skakal iz ene stopnje na drugo, temveč bo svojo željo takoj, ko se bo pojavila, zadovoljil. Vmes pa so še 3 koraki. Nek notranji pogovor s sugestijo, ki če predolgo traja, lahko preide v notranji boj, ko je človek enkrat za stvar, drugič pa proti. Pogosto se taj boj konča z odločitvijo storiti to, kar sugestija predlaga, takoj, ko bo mogoče. In prav v tej določitvi, kolikor je svobodna, nastopi potem greh. Človek se vse življenje odloča, se kosa za svoje napačne odločitve in se uči. Pri angelih, ki so višje razvita duhovna bitja, govorimo o enkratnih odločitvah. Ti ne morejo več popravljati svojih odločitev. Človeku pa je vedno dano dovolj milosti, da se nanje obrne in se opredeli za dobro, ne pa za tisto, kar mu škodi. Satan je sovražnik, ki je proti Bogu in proti vsemu, kar je on ustvaril, posebej še proti človeku, ki je višek Božjega stvarstva. Satan hoče povsod v človekovem življenju imeti čim bolj prste vmes. On je tisti, ki vpliva na človekov čustveni, miselni in čutni svet. Povsod se zraven vtika, rečemo. Satan deluje na človeka, deluje na 2 višji človekovi razsežnosti, to sta razum in volja. Ostale 3 duševne sposobnosti pa so še spomin, domišljija in čustva. Razum in volja nam o pomoči milosti omogočata spoznavati Boga in se v ljubezni zanj odločati. Hudobni duh nima neposrednega vpliva na razum in voljo, lahko pa nanjo vpliva neposredno. Na ostale 3 duševne sposobnosti, spomin, domišljijo in čustva, pa vpliva tako, da zlorablja naše nagonske težnje. Njegov vpliv je podoben raku, ki trmasto vstopa skozi razpoke, skozi rane spomina, domišljije in čustev, z namenom, da preko njih oslabi, zaduši in končno vlada našo voljo, sedež naše svobode. Pri mladih danes lahko velikokrat vidimo to aktivnost hudega duha, velikokrat opazujemo nobene volje, ne za delo, ne za učenje, ne za občudovanje stvarstva, ne za življenje. Satan je tukaj dosegal svoje. Medtem ko Bog spoštuje našo svobodo in nas vabi, da se zanj svobodno odločamo, se hudobni duh ne ozira na odločitev naše volje, ampak si jo hoče podrediti tudi z nasiljem, na silo. Vedno je tragičnost tudi v tem, da človek skoraj proti volji pride pod njegov vpliv zaradi nevednosti, zaradi nepozornosti, nepoučenosti in brez pomisleka na slabe posledice.
Hudobni duh ima za cilj popolno ločitev človeka od Boga. To je njegov cilj, to je njegova zmaga. Zato skuša dobiti pod svoj vpliv tudi človekov razum, in sicer tako, da mu navidezno, torej lažno vrednoto predstavi kot resnično vrednoto. Volja navadno sledi razumu in se potem odloča za lažno vrednoto. Njegovo delovanje se kaže kot redno zapeljevanje z namenom, da bi nas udalil od Boga in spoznal šibke točke človeka, kjer na to še siloviteje napade. Na primer, sam lahko razumsko vem, da nekaj zame ni dobro, pa kljub temu to počnem. Nekaj iz notranjosti me vleče v slabo. Na tem področju nezavedanja lahko deluje hudi duh in doda svoj delež k temu, da delam slabo. Poznamo pa tudi izredno delovanje hudega duha, ki se razvije tam, kjer mu kdo omogoča njegov vstop. Pri tem delovanju naletimo na nenavadne pojave, ki so pogosto zelo podobni paranormalnim fenomenom, imajo pa redno zelo negativne posledice. Govorimo o duhovni onesnaženosti krajev ali pa oseb. Zadnja, najhujša oblika tega delovanja pa je posedenost, pri kateri si hudobni duh povsem podredi sposobnosti neke osebe. Apostol Peter je povzel to sovraštvo hudega duha do človeka in zahrbtno delovanje takole. Pravi, trezni bodite in čujte, kajti vaš nasprotnik hudič hodi okrog, kakor rjoveč lev, in išče, kje bi koga požrl. Jezus se je proti njemu boril neprestano. Na primer v Markovem evangeliju, 9. poglavje, 14. do 29. vrstica, beremo, ko Jezus ozdravi božjastnega dečka. Ko so prišli k učencem, so zagledali veliko množico okrog njih in pismouke, ki so razpravljali z njimi. Takoj, ko je množica opazila Jezusa, je ustrmela. Odhitela k njemu in ga pozdravljala. Vprašal jih je, zakaj razpravljate z njimi. Nekdo iz množice mu je odvrnil, učitelj, k tebi sem pripeljal svojega sina, obsedel ga je nemi duh. Kjerkoli ga napade, ga vrže na tla, da se peni, škriplje zobmi in odreveni. Prosil sem tvoje učence, naj ga izženejo, pa ga niso mogli. Odgovoril je, o neverni rod, dokdaj bom pri vas, dokdaj vas bom prenašal, pripeljite ga k meni. In privedli so ga k njemu. Ko ga je duh zagledal, je takoj stresel dečka, da je padel na tla, se valjal in penil. Jezus je vprašal njegovega očeta, koliko časa se mu to že dogaja. Rekel je, od otroških let. Večkrat ga je vrgel celo v ogenj in v vodo, da bi ga pokončal, toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj. Jezus mu je dejal, glede tega, če moreš pa, vse je mogoče tistemu, ki veruje. Dečkov oče je takoj na ves glas rekel, verujem, pomagaj moji neveri. Ko je Jezus videl, da množica teče skupaj, je zapretil nečistemu duhu, nemi in gluhi duh, ukazujem ti, pojdi iz njega in ne vstopi več van. Duh je zavpil, dečka močno stresel in šel iz njega. Deček je obležal kakor mrtev, tako da so mnogi govorili, umrl je. Jezus pa ga je prijel za roko, ga vzdignil in deček je vstal. Ko je prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem spraševali, zakaj ga mi nismo mogli izgnati. Rekel jim je, ta rod se lahko izžene le z molitvijo. Priporočam, da si enkrat evangelije preberete pod vidikom, da opazujete Jezusa v boju z hudim duhom. Boste videli, da skoraj vsak drugi stavek govori na to temo. Papež Pavel VI je izjavil, ena izmed glavnih potreb današnje cerkve je obramba proti hudemu duhu. Zlo ni enostavno odsotnost nečesa,
temveč je učinkovit dejavnik, živo in duhovno bitje, sprijeno, pokvarjeno, ki kvari druge. Če te realnosti ne sprejemamo, nastopamo proti nauku Svetega pisma in proti cerkvi. Velika zmaga Satana danes je, da prepričuje ljudi, da ne obstaja, da ga ni. Mnogi ne verjamejo v njegov obstoj. Na ta način mu dovolijo, da deluje v vsej svoji svobodi. Satanovo delovanje ne bi smelo biti v središču pozornosti. Jezus zato mogočno deluje med nami, da nas obvaruje in zaščiti. Potrebno je, da svet spozna in ljubi Jezusa odrešenika. Jezus je prišel, da bi nas osvobodil kneza tega sveta in zmagal na križu. Satan je premagan, on je izgubil na celi črti. Večkrat je besen, ker je vklenjen. Podoben je na primer psu, ki je na verigi. Takšen pes je nevaren, če se mu približaš. Jezus je strl sovražniku glavo. Dve skrajnosti sta, ko gledamo na hudega duha, ko govorimo o njemu, nekateri ga vidijo povsod in ga hočejo povsod izganjati. Druga, ki je mnogo bolj navzoča, pa je, da ga ne priznavamo. Satan hoče, da se zanj ne zmenimo ali pa da mu pripisujemo največji možni pomen. Poglejmo še nekaj stvari oziroma orodij obrambe proti hudemu duhu. Kolikor lahko dojamemo njegovo stanje Božje ljubezni. To je Božja ljubezen. Obramba, orodje, zaščita proti hudemu duhu je ljubezen. Ker je to edina stvar, ki je hudi duh ne dojame. Ljubezen mu je povsem tuja in prav zaradi svoje sposobnosti ljubezni ga človek prekaša. Čeprav je sicer v redu bivanja nižje bitje od njega, zato hudobni duh tudi ni dojel, da je bila Kristusova smrt na križu, ki jo je svobodno sprejel nase iz ljubezni do človeštva, zanj pravzaprav poraz in ne zmaga, kakor se je na videz dozdevalo. Ravno v tej daritvi Jezusa Božjega Sina iz ljubezni, da je odkupil nas, da nas je odkupil od zla, od delovanja hudega duha, od greha in od smrti. Tukaj je zmaga, tu je hudi duh premagan. Kdo torej predstavlja kanal, po katerem prihaja hudi duh na svet? Ker ne biva v časovno-prostorskih razsežnostih, ne potrebuje kanala za prihod na ta svet. On je hkrati navzoč povsod, vendar se mu človek odpira ali pa se mu ne odpira. Ker je omejeno duhovno bitje, saj je ustvarjen, ne more človeka neposredno posesti. Zanj so dojemljivi tisti, ki so mu nekako odprli vsaj špranjo. Hudi duh v človeka ne more udreti po mili volji. Tukaj gre pri človeku za najnevarnejše stvari okultnega, razne okultne prakse, od klicanja duhov, hoje po žerjavici, joge, transcendentalne meditacije, torej vsega, kar rečemo skrivnostno, okultno, kar nam, kristjanom, ni nekako priporočeno, naj se tega varujemo, naj to odstranjujemo. Še nekaj, par besed samo o egzorcistu in o egzorcistovi nalogi. Egzorcist je strokovnjak, duhovnik v razločevanju duhov in opravlja obred zarotitve hudega duha. To lahko počne samo po posebnem pooblastilu krajevnega škofa ordinarija. Vendar so primeri pravih posedenosti zelo redki. Sorazmerno veliko pa je v zadnjih letih nižjih oblik raznih težav in motenj, ki lahko pomenijo določeno stopnjo duhovne onesnaženosti v človeku, ki jo je mogoče odpravljati s posebnimi molitvami za duhovno osvoboditev ali za ozdravitev in predvsem z rednim krščanskim zakramentalnim življenjem. In tudi s temi ljudmi se lahko ukvarja egzorcist, čeprav za to delo ni potrebno posebno pooblastilo škofa. Katoliška cerkev poudarja predvsem usmerjenost k dobremu.
To pomeni, da ne more preprečiti, da se slabe stvari ne bi dogajale. Človeku pa ponuja možnost, da se prek osebnega stika z Bogom odloči za dobro, da se odloči za Boga, za tisto, kar prihaja od njega, za ljubezen. Hudiča pa si cerkev ni izmislila, ampak ga sprejema iz Božjega razodetja. Jezus se je z njim boril. Tudi Jezus je doživljal njegove napade, to je realnost. Današnjemu človeku, precej okuženemu od hudega duha, se zdi misel o hudem duhu zelo smešna in prazna. Današnji človek je hudega duha spravil v pravljice, v pripovedke. Predvsem zaradi racionalistične misli, ki je dolga leta nekako dominirala, smiselno pa se je seveda s kritično distanco odpirati tudi nekoliko širši resničnosti, kar se s pojavom nove dobe tudi dogaja, in to z povsem druge, necerkvene stvari, necerkvene strani. Zato mislim, da razum, ki se bi mu zdela ideja o hudem duhu smešna, ni več neki sodobni Kajti danes ljudje z neverjetno lahkoto verjamejo mnogo bolj neverjetnim stvarem. Razni Nobelovi nagrajenci so hkrati zagovorniki in pristaši povsem iracionalnih New Age-evskih idej in smeri. Spomnimo se samo skupinskih samomorov, ki so jih nekatere skupine naredile na prigovarjanje svojega guruja, da bi se na primer lahko z vesoljsko ladjo, ki bi se naj pred leti približala za nekim kometom, odpeljali na neki drugi planet in tako dosegli višjo stopnjo zavesti. Izročimo se živemu Bogu, odrešeniku v molitvi za zaščito, v molitvi pred delovanjem hudega duha. Če opazujete pri vsakem zakramentu, ali je to sveti krst, ali je to birma, in tudi drugi zakramenti, je najprej na začetku odpoved hudemu duhu. Ali se odpoveš hudemu duhu? So vprašanja, ki jih duhovnik navede, preden je podeljen zakrament. Jezus Kristus, naš edini odrešenik, tebe prosimo za zaščito pred zalezovanjem hudega duha. Kličemo in slavimo tvoje sveto ime, ti si naš varuh in naš zaščitnik, ti si naša moč in naša obramba. V tvojem svetem imenu se odpovedujemo hudemu duhu, vsem njegovim delom in vsemu njegovemu napuhu. Jezus, ti, ki si premagal hudiča, greh in smrt, ti nas očisti svojo presveto krvjo. Jezus odrešenik, prosimo te, zlomi in od nas odstrani, odbij vso dejavnost hudega duha. Varuj nas v tem duhovnem boju. Ko se te izročamo, ko sprejemamo tvojo pomoč za naše življenje, izročamo se priblaženi Božji Materi, Devici Mariji, naši varuhinji in zaščitnici, ki je hudemu duhu glavo strla. Zatekamo se v varstvo in priprošnjo pod njen plašč poln žive vere, milosti in priprošnje. Vedno, vsakodnevno se lahko tudi molimo k svetemu nadangelu Mihaelu. Poznamo molitev ali pa mogoče tudi predlagam, da se jo tudi naučimo iz kakšnega molitvenika. Ena posebna molitev že kar nekaj časa, okrog 100 let že stara, ki pa gre takole. Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju. Bodi nam v pomoč zoper zlobnost in zalezovanje hudega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog. Ponižno zato prosimo in ti vodnik nebeške vojske, Satana in vse druge zlobne duhove, ki hodijo po svetu v pogubo duš, z Božjo pomočjo v pekel pahni.